38-letni Srb bi zaseženim kokainom lahko zaslužil do milijon evrov. ZPO v teh dneh na različnih objektih izvaja obnovitvena dela. V Slovenskih Konjicah ob občinskem prazniku podelili letošnja občinska priznanja. Žreb Lige prvakov Celjanom namenil skupino s kar 4 nekdanjimi evropskimi prvaki. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Policijska patrulja policijske postaje Žalec je prejšnji konec tedna pri redni kontroli prometa opravila kontrolo vozila, ki ga je vozil 38-letni državljan Srbije, ki brez urejenega dovoljenja prebiva v Celju. V njegovem vozilu, v katerem sta bila še njegova partnerka iz Bolgarije in 4-letna hčerka, so našli več kot 10 kg kokaina, s prodajo katerega bi 38-letnik zaslužil okrog pol milijona evrov. Če bi zaseženo drogo prodajal na drobno, pa bi v žep lahko pospravil približno milijon evrov. Policisti so zaradi suma kaznivega dejanja opravili tudi pregled prevoznega sredstva, oseb in prtljage, pri čemer je bilo ugotovljeno, da v prtljažniku vozi večji kovček, v njem pa 10 ovojev neznane substance. Pri tem je voznik sam povedal, da prevaža prepovedano drogo. V nadaljnji postopek so se vključili kriminalisti kriminalistične policije Celje in voznikov ter njegovi partnerki odvzeli prostost zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami. Ugotavljanje identitete je bilo ugotovljeno, da gre za 38-letnega državljana Republike Srbije, ki neprijavljen biva v Celju. Poleg njega pa je bila tudi partnerka Bolgarka z začasnim bivanjem v Celju. Analiza zasežene substance je pokazala, da gre za dobrih 10 kg kokaina, prepovedane droge, katere čistoča je bila zelo visoka. Vrednost tovrstne droge je okoli 100 evrov za gram. Saj sem že prej povedal, da gre za visoko kvaliteto. Sama pošiljka v takšni količini in pa v takšne kvalitete pa bi dosegla vrednost okoli pol milijona evrov. Partnerko osumljenega smo po zbranih obvestilih in po opravljeni hišni preiskavi izpustili na prostost. 38-letnega osumljenca pa smo s kazensko ovadbo prevedli preiskovalnemu sodniku. Predpisana kazen za to vrstno kaznivo dejanje je od 1 do 10 let, osumljenec pa že ima kriminalno preteklost in sicer je bil za to vrstno kaznivo dejanje obravnavan v Avstriji. Sum izvora same droge še ugotavljamo in pa seveda tudi morebitne povezanosti z drugimi osumljenci. Celjski mestni svetniki so na svoji zadnji predpočitniški seji sprejeli letno poročilo o poslovanju družbe ZPO Celje v letu 2016. ZPO, ki je v 100-odstotni lastni mestne občine Celje, je v lanskem letu posloval pozitivno in ustvaril dobrih 37 tisoč evrov dobička, ki pa bo ostal nerazporejen. Naša družba je poslovala pozitivno, to se reče, je v trendu, v katerem pač nimamo izgube, opravljamo in izvajamo vse naše obveznosti. Jasno, da smo mi zadovoljni in glede na reakcijo tudi članov odborov mestne občine, kakor tudi svetnikov, z zadovoljstvom ugotavljam, da nas podpirajo, predvsem pa podpirajo naš trend oziroma trend, da se Celjska koča vedno bolj, ko bi rekel, postavlja na noge in mi smo seveda tudi zadovoljni. Celjski mestni svetniki so potrdili tudi plan poslovanja družbe za letošnje leto, v okviru katerega je za vzdrževalna dela na objektih, ki jih imajo v upravljanju, predvidenih dobrih 400 tisoč evrov. Izzivi nas čakajo, če sam gledamo javne objekte, nekateri so stari 60 let, letno kopališče letos proslavlja, če lahko rečem, 60-letnico, tudi drsališče staro, ne glede na stalne obnove, kakor tudi, če pogledamo že športni center v Golovcu,
je hala A, potem zimski bazen. To so stari objekti, ki sicer delujejo, dobro delujejo, so vzdrževani, tudi vse inšpekcije, ki nas obiskujejo, nimajo velikih pripomb. V bistvu mi moramo vzdrževati objekte kvalitetno in predvsem se bomo usmerili v bližnji prihodnosti na letno kopališče, moramo generalno školjko obnoviti. To je večja investicija, tudi kandidirali smo na fundaciji in ministrstvu za gospodarstvo. Potem druga investicija so pa tudi zamenjave določenih izrabljenih objektov, predvsem na nogometnih igrišč, na skalni kleti in še kakšen drug objekt. Nekaj naložb na določenih javnih objektih ZPO izvaja ravno v teh dneh. V dvorani Zlatorog bodo namestili klimatsko napravo in tako bistveno izboljšali pogoje za organizacijo večjih športnih prireditev v poletnih mesecih. Mi smo že takrat, ko smo postavljali dvorano, kjer je zelo cenena, vizavi v primerjavi z drugimi po svetu, se odločali že o neki racionalizaciji. Takrat, če ni bilo veliko tekmovanj čez poletno obdobje, vedno več pa jih je. To se reče zdaj Evropsko prvenstvo za košarkarice v tem letnem obdobju, za rokometašice. Kar naprej prihajajo neka večja mednarodna tekmovanja, ki so generalno vsa usmerjena po končanju ligaških in drugih sezon, to je pa v poletnem času, in moramo tudi omogočiti primerne pogoje za izvajanje dejavnosti. V ledeni dvorani v Celjskem mestnem parku pa v teh dneh potekajo še zadnja pripravljalna dela za začetek nove sezone. V bistvu smo lansko leto največji del opravili, letos pa kupili električno rolbo oziroma stroj za likanje ledu. Kaj velikega nimamo predviden, je pa za naslednjo leto predviden dvig trafopostaje, in to se reče protipoplavna zaščita drsališča in zaščita same strojnice. Kajti mi še vedno obratujemo z amoniakom, ki je nevaren za okolje. Drsališče v Celjskem mestnem parku bodo letos odprli že 24. julija. Kajti v Celju se bosta izvajala dva mednarodna kampa umetnostnega drsanja in hitrostnega drsanja in dogovorili smo se z mestno občino, da lahko prej odpremo drsališče s tem, da se pokrijejo vsi funkcionalni stroški. ZPO trenutno izvaja tudi zamenjavo umetne trave na igrišču Olimp, s čimer bodo bistveno izboljšali pogoje za treninge in tekme mlajših selekcij obeh celjskih nogometnih klubov. V Slovenskih Konjicah so konec prejšnjega tedna slavnostno sejo občinskega sveta sklenili dvotedenski sklop prireditev ob občinskem prazniku. Praznujejo ga na dan, ko so leta 1955 središče občine razglasili za mesto. Letos so na slavnostni seji podelili 2 priznanji in 3 grbe. Zlatega je prejel mednarodno uveljavljeni umetnik Arpad Šalamon. Dokaj močna prisotnost podjetnikov na Konjiškem se je odrazila tudi med letošnjimi prejemniki priznanj, saj je nagrado župana prejelo podjetje Trixi Aviation iz Žič, ki se ukvarja s proizvodnjo manjših zrakoplovov. Rastoča organizacija je v lasti avstrijskega podjetnika egipčanskih korenin. Prav mogoče je, da ste tudi vi v zraku kdaj uzrli kakšnega od žirokopterjev njihove izdelave. Nagrado občine je ob 90-letnici delovanja prejelo Planinsko društvo Slovenske Konjice. V svojih vrstah združujejo 440 članov, od tega 170 podmladkarjev. Bronasti grb je prejela konjiška župnijska Karitas. Njenih 47 prostovoljcev je v zadnjem letu opravilo 3200 prostovoljnih ur, v občini skoraj 15.000 prebivalci pa skrbijo za 400 materialno ogroženih družin. Srebrni grb je šel v roke predsedniku sveta krajevne skupnosti Loče Janku Čakšu, ki na tem položaju vztraja zadnjih 15 let. V tem času je tudi po njegovi zaslugi kraj dodobra spremenil svojo podobo. Zlati grb so Konjičani podelili vsestranskemu umetniku Arpadu Šalamonu, ki je tudi na slavnostni akademiji v Konjiškem domu kulture navdušil z iskrivostjo. Tako je na primer razpostrl svoj tako imenovani plank cegelc. Imam za 3 fascikle diplom, ampak
tale pa mi je najbolj pri srcu. Prvič zaradi tega, ker to je v Konjicah. To pomeni, Konjice so mi dali nekakšen ekstra priznanje za moje delo. Marsikdo to ni doživel. Jaz sem pa to doživel. In zaradi tega sem vsem Konjičanom izredno, lahko rečem, hvala. Kako pa je videti dan slikarja, grafika, likovnega pedagoga in še marsikaj bi lahko našteli? Kakšen? Dolg. Zaradi tega, ker dokler človek dela, ima tudi neke, kako bi rekel, plane, načrte. In te načrti so vodilni. Jaz ne bi rad pred televizorjem crknil v fotelju. Zaradi tega delam. In to je, zjutraj preberem časopise in potem pa pričnem z delom. In potem pa nekje okrog 6. ure zvečer neham. In kaj je bil razlog, da je kot vojvodinski Madžar pred 10 leti sploh prišel v Slovenijo? Zaradi tega, ker v Beogradu, ko sem naredil sprejemni izpit na akademiji, pa me niso upisali. Zaradi tega, ker sem imel diplomo iz učiteljišča. In so rekli, ja, imamo dosta analfabeta, pa marš na Traguzelo. Kako pa na zadnje leto v Slovenskih Konjicah gleda tamkajšnji župan? Smo izjemno veseli, da smo končno po 10 letih novembra lani uspeli sprejeti spremembe občinskega prostorskega načrta in ta dokument daje podlago za marsikaj, za novogradnje, za poslovno gradnjo in za razvoj tudi pomembne dejavnosti, kot smo jo danes že spoznali, to je podjetje Trixie Aviation kot razvojno-tehnološki center na področju letalstva. No in med tistimi investicijami, ki se ljudje največkrat veselimo, časi so takšni, da je v kar vseh lokalnih skupnosti takšna situacija, da nekih posebno velikih investicij, sploh če primerjamo s časom izpred 4-5 let, ni, ampak kljub vsemu smo veseli tistega, kar imamo. To pomeni, da v tem trenutku gradimo kar 2 vrtca, enega v Slovenskih Konjicah, tako imenovani vrtec na Prevratu, in pa povsem novi vrtec v Ločah, kar pomeni, da bomo še v letošnjem letu odprli 2 pomembni pridobitvi, kjer se bodo najmlajši naši občani in občanke ter seveda njihovi starši prijetno počutili in tega smo na koncu konca izjemno veseli. Seveda pa tudi družbena klima je takšna, da potrebuje še kaj drugega, potrebuje sodelovanje, potrebuje dobro voljo in mi smo izjemno veseli, da duh prostovoljstva živi, da se ne pogovarjamo samo o prostovoljstvu, ampak da dejansko živimo. Tako da drug drugemu pomagamo takrat, ko je najbolj potrebno. V svojem govoru se je Gorinšek dotaknil tudi koloboci v zvezi s konjiškim bazenom, vendar ušes opozicije, ki se ni prišla pokloniti prejemnikom priznanj tistega večera, ni dosegel. Dodajmo, da je v kulturnem programu izstopalo petje solistke Danijele Burja. Evropska rokometna zveza je prejšnji konec tedna na Ljubljanskem gradu izžrebala skupine Lige prvakov in Lige prvakinj. Celjani bodo igrali v izjemno zahtevni skupini skupaj z madžarskim Vespremom, francoskim Paris Saint-Germainom, beloruskim prvakom Brest-Meškovom, danskim Aalborgom ter nemškima predstavnikoma Flensburgom in Kielom. V skupini smrti so kar 4 nekdanji evropski prvaki. Celjski rokometaši bodo tudi v novi tekmovalni sezoni Lige prvakov tekmovali v izjemno zahtevni skupini, dobesedno skupini smrti. Mislim, da zelo težak žreb za nas. Vedeli smo, da od teh 16 ekip ni več lahkih ekip, ampak letos se še malce tako poklopilo, da smo res
tudi iz teh spodnjih bobnov dobili najmočnejše nasprotnike, tako da nas čaka težka sezona. Spet se v celjski dvorani Zlatorog obetajo številni spektakli, kar je več kot odlično za privržence celjskega rokometa. Letos veliko močnih ekip, tako Veszprém, Kielce, Pariz, giganti evropski, prav tako pa tudi nemške ekipe, ki so bile v spodnjih bobnih, ampak prav tako na papirju seveda veliko močnejše od nas, tako da nas čaka nekaj zelo zanimivih tekem in seveda bomo šli z željo, da tudi kakšnega od teh nasprotnikov premagamo, presenetimo. Atraktivni nasprotniki so več kot odlično povabilo za v knežje mesto. Ja, seveda, to so velika imena evropskega rokometa. Morda najbolj izstopata tukaj Pariz in pa Veszprém, ki je v zadnjih letih že kar redna stranka Zlatoroga. Prav tako pa tudi veliko naših bivših rokometaših v teh ekipah. Tudi letos se bodo v dvorano Zlatorog vrnili številni rokometaši, ki so v preteklosti nosili celjski dres. Tudi tisti, ki so ga še v pretekli sezoni. Morda malce sreče tudi za tiste, ki so letos zapustili naš klub, da se bodo vsi vrnili v letošnji sezoni z novimi ekipami. Veszprém, kot sem že rekel, je tudi lansko leto v Ligi Seha je že stalnica v dvorani Zlatorog, tako da lahko gledalci pričakujejo spektakle. O željah in ciljih pred novo sezono pa je še težko zagovoriti. Ja, morda malce specifična sezona, kajti letos veliko nosilcev naše igre v zadnji sezoni odhaja, prihaja novi, tako da upam, da bomo čim prej naredili ta prehod, prebrodili to ponavadi začetno krizo in ujeli tisto našo pravo formo. Pivovarji bodo s pripravami na novo sezono začeli ob koncu meseca julija. Nova sezona Lige prvakov se bo začela v drugem tednu meseca septembra. Jutri bo večinoma sončno, kakšna kratkotrajna ploha bo popoldne možna v Alpah. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo sončno in vse bolj vroče, popoldne pa bodo nastale posamezne nevihte. Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.